Pozdravljeni v stoječih novicah. Od prejšnjega druženja smo se vsi malo postarali, morda smo od vročine tudi malo oveli, a nekatere stvari, ne glede na vse, ostajajo iste. Tudi tokrat smo praznovali Dan državnosti na 2 lokacijah, kar v osnovi pomeni, da nam še vedno ni popolnoma jasna ne definicija demokracije in ne definicija države. Na Trgu Republike je potekala državna proslava epske dolžine in vsebine. Trajala namreč 2 uri in pol, v njej pa ni manjkalo elementov domoljubja in zmagoslavja. 5 minut pred 21. uro so po državi zadoneli cerkveni zvonovi in nato se je začelo. Na 2 koncih, le nekaj 100 metrov narazen. Na osrednji državni proslavi je predsednik Republike Borut Pahor poudaril, da je bila za nastanek in razvoj naše slovenske države odločilnega pomena enotnost. Govoril je tudi o vseh barvah mavrice. To bi moralo biti všeč vsaj nekaterim, ki so bili na drugi lokaciji. Vodje opozicijskih strank so medtem protestirali ali praznovali, to bi težko ocenila, na dogodku brez uradnega organizatorja na Prešernovem trgu, ker bojda oblast, ki proslavo organizira, izgublja legitimnost. Pridružili so se tudi sindikalisti in številni predstavniki civilne družbe. Kaj bi si ob tem mislil Prešeren, ki je bil na nek način glavna zvezda obeh proslav? Eden od vrhuncev osrednje slovesnosti ob 30. obletnici slovenske samostojnosti je bila namreč Zdravljica, promocijski film ob predsedovanju Slovenije svetu EU, ki ga je režiral režiser Mitja Okorn. Promocijski film nam ob besedilu Zdravljice predstavlja temeljne evropske vrednote, ki smo jim zavezani tudi v Sloveniji. Nekateri so ta film sicer označili za propagando desnice. Nekateri so bili užaljeni. Kaj točno jih je užalilo, vedo le sami. A po mojem mnenju je ta video obvezno čtivo za vsakega Slovenca in tudi Evropejca, od malih nog naprej. Sicer pa žal, 2 proslavi nista nič novega. Vse to je bilo v preteklosti že večkrat videno. In ponovno dokaz, da nam še vedno nista jasni ne definicija demokracije in ne definicija države. Ne vsem, seveda. Ne morem mimo omembe misli Janeza Podobnika, ki jo je izrekel v Politično stanju Gobec, takole je dejal. Tudi, če bi bil predsednik vlade tisti, ki je odstopil v tem mandatu, bi jaz prišel na to proslavo. Ali pa, če bi bil predsednik vlade tisti, ki je poskušal s konstruktivno nezaupnico prevzeti aktualno koalicijo, bi jaz prišel na to proslavo. Šlo je za Slovenijo, ne za aktualno politično situacijo, ki pa je zelo komplicirana. Uradna proslava se je zaključila z ognjemetom, uporniška pa s povabilom, da se prihodnji petek spet vidijo. Sicer pa, morda še obstaja upanje, da bodo različni sedli za isto mizo. Čeprav petki zvečer mesec Kordiš in njuni strankarski kolegi vpijejo, da so tajkuni vse pokradli, potem, ko mirno prespijo vikend, s temi istimi tajkuni popijajo kavico. Ali pa vsaj z enim izmed njih, z Binetom Kordežem, ki je znan po tem, da je kot direktor spravil na kolena trgovsko podjetje Merkur. Kaj so se pogovarjali, je sicer težko ugibati, a najverjetneje niso govorili o pravicah delavcev. Ob tem ne morem, da se ne vprašam, ali Kordež ve, da bi ga Kordež razlastninil? S 1. julijem se je začelo predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije. Program je obsežen in dobro zastavljen. Vprašanje je le, ali bomo svoje delo opravili kot je treba, ali bomo raje celemu svetu pokazali, da je stanje duha divjega zahoda, polno osebnih zamer, ideoloških razlik, ki jih mešamo z nacionalnim interesom, in da nam je bolj pomembna volilna kampanja, ki je že v polnem zamahu, kot dobrobit Slovenije in korist državljanov. Že prvi dan smo bili poleg navdušenja priča tudi nekaj grenkobe, povezane z določeno fotografijo. A najboljša novica prvega dne, predsedovanja, je bil zagotovo potrditev slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen med prvimi v Evropski uniji in bo omogočil črpanje 2,5 milijarde evrov. Čestitke Monika Kirbiš-Rojs in njeni ekipi. Sicer pa ne moremo reči,
da ni bilo prisotnega tudi nekaj inteligentnega humorja. Ob obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen so na Bledu predstavili krstno uprizoritev čudovitega baleta Povodni mož. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepši od Urške bilo ni nobene. Koga v tem primeru predstavlja povodni mož, ki lepo Urško odnese s seboj v globine, prepuščam vaši domišljiji. Upanje umira zadnje, pravijo. Ga bo pa treba malo zaliti, da do kraja ne oveni. Manj se jezite in več se smejte in ne pozabite zalivati.